Letošnje leto je zelo dober pokazatelj, zakaj je dostopnost tako pomembna za našo populacijo. Eden od razlogov je zagotovo virus korona, ki se je pojavil v začetku spomladi in ko so bile številne informacije v bistvu nam nedostopne, ker ni bilo sprotnega podnaslavljanja in s tem tudi podnapisov. Dejansko so to bile življenjsko pomembne informacije, ki so se izmenjavale z ure v uro, z dneva v dan, in še kako pomembno je, da so te informacije dostopne ljudem takoj. Eden od drugih razlogov je prav gotovo tudi politično dogajanje, kajti tudi nas zanima politika, tudi nas zanima, kaj vse se dogaja na politični sceni. In večino teh informacij je brez podnapisov, brez podnaslavljanja in s tem so tudi vse te novice nam nedostopne. Želel bi povedati to, da me osebno žalosti, ker tehnično je to možno izvedljivo, ampak kot vedno se zatakne pri finančnih sredstvih in jaz mislim, da je letošnje leto naj bi bilo prelomno, ko bi lahko tudi država Slovenija namenila sredstva, da se to enkrat za vselej in dokončno uredi v korist številne populacije. Vedeti moramo, da v Sloveniji živi približno 150 tisoč oseb z okvaro sluha, ki bodo zagotovo z veseljem spremljali ves program, ki je podnaslovljen, še posebej pa informativni program, kjer so informacije, ki si jih vsi želimo spremljati, če hočemo biti aktivni v družbenem okolju. Verjamem, da bo današnji posvet, katerega so se udeležili številni strokovnjaki in poznavalci tega področja, en velik korak k temu, da bodo TV oddaje končno dostopne tudi naši populaciji z okvaro sluha. Pozdravljeni. Svojo predstavitev bom začel kar s vprašanjem. Ste si kdaj kot gluha ali naglušna oseba želeli, da bi takoj razumeli, kaj vam govorijo na televiziji glede epidemije? Se vam je že kdaj zgodilo, da ste stali pred vhodom velikega bloka in niste razumeli ali slišali, kaj vam govorijo prek domofona? Se vam je že kdaj zgodilo, da ste stali pred rampo na parkirišču in niste slišali, kaj vam je serviser govoril preko zvočnika pred rampo? In kako bi lahko rešili te probleme? Za začetek vsaj s podnapisi v živo, ki bi bili na mobilnem telefonu ali na zaslončku, na primer pod domofonom. V svojem predavanju pa bom zato predstavil nekaj novosti na področju dostopnosti, predvsem na področju podnapisov in razvoju prevajalnih sistemov za znakovni jezik. Začnimo najprej z novimi pravnimi vidiki in standardi. Vemo, da je osnova za vse zakone in standarde Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, katerega podpisnik je tudi Slovenija. Poglejmo torej, kateri so najnovejši in najpomembnejši dokumenti za področje podnapisov. Najprej moramo omeniti Evropski akt o dostopnosti. Za nas je najbolj zanimivo, da med drugim zahteva dostopne audiovizualne medijske storitve. V to področje spadajo za osebe z okvaro sluha seveda predvsem podnapisi in to tudi v živo. Ustrezni zakon v Sloveniji še ni implementiran, vendar bo to potrebno kmalu urediti na državnem nivoju. Sledijo standardi, kot je na primer ta standard 20071/23 iz leta 2019, ki določa, kakšna naj bo vizualna predstavitev zvočnih informacij. Ta standard zahteva, da vsi, ki bodo uporabljali v svojih uporabniških mestih tudi zvočne informacije, morajo glede na ta standard poskrbeti tudi za ustrezno opremljanje zvoka z vizualnimi informacijami. Drugi, zelo zanimiv in pomemben standard za Slovenijo je standard I2F.930, ki določa, kako naj delujejo multimedijski telekomunikacijski klicni centri. Ta je še posebej pomemben, ker nudi storitev izvajanja nujnih klicev, na primer na telefon 112. Tukaj gre predvsem za klicni center, ki pa deluje v živo.
tako da ni nobenega čakanja na odgovor. In ta se izvede s pomočjo ustrezno usposobljenega komunikacijskega asistenta. V zadnjem času se raziskave usmerjajo tudi v to, da tega asistenta zamenjuje računalniško generirani agent, ki deluje na principu umetne inteligence. Poglejmo si sedaj, kako je s podnapisi. Podnapisi niso namenjeni samo osebam z okvarom sluha, temveč tudi osebam, ki imajo težave z našim jezikom. Naprimer vsem, ki se učijo jezika. Poleg tega so podnapisi primerni za okolja, kjer je veliko hrupa, kot so naprimer restauracije, v barih ali na železniški postaji. Na takšnih mestih je včasih nemogoče zaradi hrupa slediti zvočnim informacijam. Lahko si mislimo, kaj bi se zgodilo, če bi šlo za življenjsko pomembne zvočne informacije in teh ne bi slišali. No, poglejmo si sedaj nekaj primerov, kjer lahko uporabimo podnapise. Vsi bolj ali manj poznamo podnapise na televiziji, na videoposnetkih, ki jih gledamo na računalniku, vendar se podnapise lahko uporabijo predvsem tudi na dogodkih, v dvoranah. Še posebej je pomembno, da imamo podnapise v živo, tako kakor vidimo na prvi in drugi sliki zgoraj. Uporabnik pa lahko gleda podnapise v živo tudi na svojem mobilnem telefonu, kar vidimo v primeru podjetja Caption First. V zadnjem času pa se vse bolj uveljavlja tudi avtomatska razpoznava govora, ki je tudi glavna tema današnjega posveta. Če vas zanima kaj več o vsaki točki, si lahko pretipkate navedeno povezavo in si sami pogledate več na želeno temo. Zaradi koronavirusa smo se v zadnjem času srečali tudi z velikim številom različnih videokonferenčnih sistemov. Pri nas v Sloveniji izstopajo predvsem Zoom, Microsoft Teams in Cisco Webex. Vsi ti počasi zamenjujejo Skype, ki ga je dejansko prevzel tudi Microsoft in se vse manj uporablja, saj ga zamenjuje Microsoft Teams. V praksi smo na Univerzi v Mariboru ugotovili, da je za osebe z okvaro sluha še najbolj primeren Zoom, ker omogoča gledanje podnapisov v živo avtomatsko ali ročno s pomočjo tipkavca. Poleg tega trenutno kot edini nudi možnost, da gluha oseba fiksira video okno tolmača in predavatelja ali še več drugih video kanalov, kar je zelo dobrodošla novost. Naslednja zadeva, ki se pojavlja pri podnapisih, je uporaba sprotnega prikaza besedil, ki postaja zahteva za večino klepetalniških programov. Zadnji stolpec na tej sliki nam lepo kaže primer, pri katerem se nam besedilo prikaže sproti, tako kot pišemo. S tem močno izboljšamo in pohitrimo komunikacijo. V zadnjem času, kot sem že omenil, pa se pojavljajo tudi sistemi za avtomatsko podnaslavljanje. Glede na izkušnje, ki jih imamo na Univerzi v Mariboru, so trenutno ti sistemi bolj primerni za angleško govoreče področje. V angleščini je odstotek pravilnosti lahko zelo visok, celo do 95% in tudi več, vendar ne 100%. Seveda je pa to odvisno tudi od kvalitete govorca. V slovenščini je zaenkrat ta odstotek veliko nižji, kar pa se bo lahko popravilo s pomočjo projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, ki ravnokar poteka pod vodstvom Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Mi smo v tem projektu tudi partnerji. Na splošno lahko izpostavimo, glede na ta seznam, Google Live Transcribe, ki deluje na Androidu, in Ava, ki deluje na iOS operacijskih sistemih. Ostali se pa bolj ali manj še lovijo, kar se tiče kvalitete. Tukaj na tej sliki imamo primer opreme za podnaslavljanje v živo, ki smo ga preizkusili tudi na Univerzi v Mariboru.
Izkušnje so pokazale, da ta pripomoček lahko izjemno pripomore k temu, da lahko vsaj minimalno sledimo pogovoru ali dogodku na daljavo preko videokonference. To pa zaradi tega, ker smo mobilni telefon, na katerem je Google Live Transcribe, povezali direktno s kablom na računalnik. S tem so odpadli šumi, ki bi sicer nastali, če bi uporabljali navadni mikrofon. Komunikacija s to opremo je bila po naših izkušnjah res zelo dobra, še posebej v angleškem jeziku. To so dejansko prvi koraki k uvajanju totalne komunikacije. Na mednarodni konferenci smo imeli na primer, ko je lahko Japonec s pomočjo direktnega prevoda angleščine v svoj jezik dejansko sledil predavanju. In to s pomočjo Google Translate. In kaj nas čaka v bližnji prihodnosti? Vsekakor imamo že danes možnosti za podnaslavljanje kinopredstav ali videoposnetkov. Na primer s temi očali od Greta in Starks. Kmalu pa bomo imeli tudi pametna očala, ki nam bodo projicirale podnapise kar na steklo očal. Poglejmo še primere, kjer se uporablja znakovni jezik. Na Univerzi v Mariboru, na Fakulteti za elektrotehniko in računalniško informatiko, bi rad poudaril, smo na primer naredili raziskavo, kjer smo dokazali, da je veliko boljše razumevanje videoposnetkov od tolmača, če vključimo tudi podnapise v videoposnetek. To je pomemben napotek za vse, ki snemajo tolmača znakovnega jezika. Naslednja primera za znakovni jezik sta klicni center in tolmačenje v živo. Predvsem tolmačenje v živo postaja standard in zakonska zahteva. Kolikor mi je znano, se tudi v Sloveniji pripravljamo na to možnost. Če že želite pogledati oba demoposnetka, si pripišite povezavo in si poženite video na spletu. Na Univerzi Gallaudet pa so že leta 2018 predstavili rešitev za gluhoslepega. V tem primeru je gluhi slepi uporabil tolmačenje v živo in sprotni prikaz besedila. Tudi ta rešitev se vse bolj uveljavlja tudi kot standard. In kaj nas še čaka glede znakovnega jezika? Evropska komisija je že začela s podporo projektom za prevod iz znakovnega jezika v besedilo ali govor in nazaj. Tako da v naslednjih 3 letih lahko pričakujemo prve konkretne rešitve za fotorealistične avatarje, ki bodo gluhim v pomoč pri komunikaciji. V letošnjem letu je bil en takšen odmevni prispevek projekt Text to Sign, ki ga vidimo na tej sliki, ki daje tudi prve zametke k prevajanju v znakovni jezik. In kako se bo to izvajalo? S pomočjo volumetričnih oziroma tridimenzionalnih skenerjev ter s pomočjo umetne inteligence. Intel in Microsoft sta že pokazala nekaj zanimivih rešitev na tem področju. Ena od pomembnih rešitev je zagotovo aplikacija za dostop do urgentnih klicev. V Angliji že uporabljajo program Tab SOS. Upajmo, da bo ta kmalu zaživel tudi v Sloveniji. In kot zadnjo zanimivost, ki bi vam jo rad danes predstavil, je pametna hiša z ustreznimi prikazovalniki, ki nam bodo v hiši ali stanovanju sproti prikazovali na zaslonu, kaj se dogaja. Na sliki tukaj vidimo primer, kaj se zgodi, ko nekdo pritisne na gumb zvonca na vratih stanovanja. Zanimivosti je seveda še veliko več, vendar žal nimam na voljo več časa. Lahko pa me kontaktirate in radi vam bomo pomagali z dodatnimi informacijami. Hvala. Pozdravljeni na predavanju govorne tehnologije za slovenščino in njihovo uporabo. Sem Andrej Žgank, prihajam iz Univerze v Mariboru s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in vam bom predstavil splošne vidike razpoznavanja govora.
V nadaljevanju se mi bosta pridružila sopredavatelja, profesor Simon Dobrišek iz Univerze v Ljubljani, ki bo govoril o njihovih pogledih na razvoj razpoznavalnega govora, in pa doktorica Jerneja Žganec-Gros iz podjetja Alpinion, ki bo govorila o sintezi govora, kar je drugi primer govornih tehnologij v praksi. Razpoznavanje govora in slovenski jezik sta ključna elementa, ukolikor želimo omogočiti širok dostop do različnih medijskih in uporabniških vsebin, ki so danes prisotne. Pri razpoznavanju govora gre za postopek, kjer izgovorjeno besedilo s pomočjo računalnika, mobilnega telefona ali druge pametne naprave pretvorimo v besedilo, s tem, da računalnik ne pozna pomena izgovorjenega, hkrati pa moramo upoštevati, da pri razpoznavanju govora tudi prihaja do različnih napak. Samo področje se je začelo razvijati pred 70 leti z vidika različnih telekomunikacijskih storitev, večji razmah pa je doživelo po letu 1990, ko smo z razvojem začeli tudi v Sloveniji. Današnje tehnologije razpoznavanja govora temeljijo predvsem na zelo veliki količini ročno zapisanih govornih posnetkov. Tukaj govorimo o količini 10.000 ur posnetkov, ki jih je potrebno zapisati, pristopih digitalnega procesiranja signalov. Za razpoznavanje uporabljamo tudi zelo zmogljivo strojno opremo, v zadnjem desetletju predvsem grafične koprocesorje, in pa uporabljamo pristope globokega učenja, torej globoke nevronske mreže, širše poznano kot umetna inteligenca. Delež napak, ki jih avtomatski razpoznavalnik govora naredi, je odvisen od sledečih 5 vplivov. Prvi je, za kakšno obliko besedila gre. Ali gre za izolirane besede, kot je recimo ukazovanje telefonu ali gospodinjskim aparatom, ali gre za tekoč ali spontan govor, ki je prisoten recimo v televizijskih oddajah. Drugo pomembno vprašanje je, ali govorimo o odvisnem ali neodvisnem govorcu. Vkolikor govorca vnaprej poznamo, lahko sistem adaptiramo na njegov glas in tako dosežemo boljše rezultate. Takšen pristop se uporablja tudi pri podnaslavljanju televizijskih oddaj v živo, kjer profesionalni govorec v studiu ponavlja izrečeno besedilo, razpoznavalnik adaptira na njegov glas, pa zato dosega bistveno boljše rezultate. Pomembno je, kakšne so značilnosti govorca, torej kako narečno obarvano govori, kako je besedilo emocionalno obarvano. Zanemariti ne smemo vplivov iz okolice, torej ali so prisotni drugi govorci, šum, glasba. Zelo pomembno je pa tudi zvrst besedila, ali gre za ozko strokovno besedilo, kot je recimo prisotno v primeru podnaslavljanja predavanj, ali pa za neko splošno besedilo, kot ga srečamo v dnevno informativnih oddajah. Zelo pomemben vpliv na rezultate razpoznavanja govora pa ima seveda tudi jezik. Imamo jezike, ki so preprostejši, recimo španščina, italijanščina, in pa jezike, ki so bolj zahtevni. Med njimi je žal tudi slovenščina, ki je visokopregibni jezik. Druga skupina zahtevnih jezikov so recimo aglutinativni jeziki, kamor sodi turščina, ali tonalni jeziki, kamor sodi kitajščina. Z vidika razvoja področja je pa seveda zelo pomemben tudi ekonomski interes podjetij za to področje, kjer so seveda v prednosti veliki jeziki, kot je recimo angleščina, nemščina, španščina, kjer je prisotno veliko število govorcev in zaradi tega ustrezen ekonomski interes podjetij za razvoj tega področja. Če pogledamo sedaj razpoznavanje govora z vidika slovenščine, je zelo pomembna lastnost visoka pregibnost, kjer gre za to, da iz ene osnovne besedne oblike, kot je recimo beseda hiša, s pomočjo pregibnosti dobimo različne besedne oblike. Hiša, hiše, hiši in tako naprej. V najtežjih primerih lahko govorimo celo o več kot 200 besednih oblikah iz ene osnovne oblike. Za primer na drugem koncu pa je recimo angleščina, kjer iz osnovne besedne oblike house dobimo samo množinsko obliko houses. Druga pomembna lastnost slovenščine je pa tudi relativno prosti vrstni red besed v stavku. Imamo recimo 3 besede: a nazida hišo, ki jih lahko
poljubno razporedimo v stavek, s tem seveda spreminjamo pomen stavkov, vendar je vseh 6 možnih oblik pravil, slovnično pravilen stavek. Na nasprotnem koncu pa recimo za angleščino tvorimo praktično samo en vrstni red besed v stavku. Te dve lastnosti zelo otežita razpoznavanje govora v slovenščini. Tukaj je trenutno zelo pomemben projekt Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, kjer poteka priprava slovenskih govornih virov v obsegu 1000 ur, kar bo predstavljalo tisti ključen korak, da bo lahko raziskovalno področje delovalo primerljivo z ostalimi velikimi jeziki. Pri takšnem zbiranju podatkov seveda ne smemo zanemariti tudi vprašanje osebnih podatkov in pa sprejemljivosti snemanja, kar sta dva izmed večjih izzivov. Na Univerzi v Mariboru smo široko vpeti v področje razpoznavanja govora. Predstavili smo recimo prvi govorno voden dostop do telefonske storitve, kjer je bilo možno pridobiti informacije o festivalu Lent. Naši bivši sodelavci so v okviru projekta mVstopnica razvili prvo komercialno govorno vodeno storitev nakupa kinostopnic. Razvili smo demonstracijski sistem govorno vodenega branja novic Sipina, ki je omogočal dostop do informacij. V sodelovanju z RTV Slovenija smo delali tudi projekt razpoznavanja govora iz dnevno-informativnih oddaj, ki recimo predstavlja enega izmed prvih korakov v smeri možnega podnaslavljanja televizijskih vsebin. Hkrati delujemo tudi na področju multimodalnih virtualnih agentov, ki predstavljajo naslednji razvoj v storitev, kot so recimo Alexa, Cortana in Siri. Hkrati smo tudi eden izmed partnerjev v projektu RSDO, ki sem ga omenil že predhodno. Za konec mojega dela predstavitve vam bom pokazal še laboratorijsko demonstracijo podnaslavljanja predavanj TEDx, kjer razpoznavalnik govora iz posnetka tvori podnapise. Večer tudi v mojem imenu, prva in zadnja ženska danes na odru. Mene so prosili, da nekaj več povem. Tukaj ste videli sedaj en primer napake v razpoznavanju govora. Izgovorjeno je bilo, mene so prosili, da nekaj več povem. Razpoznavalnik pa je naredil napako, namesto besedice da je razpoznal besedico za in pa pri besedici povem se je zmotil v pregibni obliki in razpoznal besedico pove. V nadaljevanju boste videli še par takšnih napak, ki so tudi ena izmed odrazov kompleksnosti razpoznavanja slovenščine. O družbi nadzora sama iskreno menim, da družba nadzora pomeni konec družbe razvoja. Pozdravljeni, moje ime je Simon Dobrišek, prihajam z Univerze v Ljubljani, fakultete za elektrotehniko, sem predstojnik laboratorija za strojno inteligenco in na kratko bom predstavil nek naš pogled izkušnje na področju razvoja tehnologij, razpoznavanja govora, pa tudi širše govornih tehnologij. Zakaj širše govornih tehnologij? Ker pač pri nas nekako skozi desetletja so se tudi moji predhodniki precej ukvarjali sicer z govornimi tehnologijami, ampak ne samo z razpoznavalniki govora, torej pretvarjanje govora v besedilo, razpoznavanje besed, ampak tudi vse luščenje drugih informacij iz govora, ki so morda na prvi pogled manj zanimiva za kakšne gluhe in naglušne, ampak dejansko pa so lahko tudi zanimiva, saj morda nekoga ne zanima samo, kaj je bilo povedano, ampak tudi, kdo je to govoril, ne, in v kakšnem psihofizičnem stanju je bil takrat, ko je govoril, ne. Tako da to so neki problemi razpoznavanja vzorcev na splošno. Mi smo razne te tehnologije razvijali, preizkušali določene zanesljivosti, že dosegali, tako da recimo pri razpoznavanju govorca smo celo zmagovali svoj čas na kakšnih tekmovanjih in smo prišli že skoraj na 5% delež napačno zavrnjenih ali sprejetih govorcev pri razpoznavanju govorcev. Pri razpoznavanju psihofizičnih stanj pa mogoče kot zanimivost smo razpoznavali čustvena stanja, nekdo
sproščen ali vznemirjen, jezen, žalosten in smo nekje 70% priklic dosegli, pa celo recimo razpoznavanje alkoholiziranosti z 70% priklicom ali se da iz govora razpoznati, ne, da je nekdo zaradi kakšne morebitne potrebe, bi nekoga to morda lahko zanimalo. Torej, na splošno govorne tehnologije širši pojem kot zgolj razpoznavanje govora, marsikaj se lušči iz lahko v smislu informacije z govornega signala. Tu bom samo ponazoril nek napredek pri razvoju razpoznavalnika govora, ni za slovenščino, ampak kako so sistematično spremljali, nekako odraža ta napredek pri angleščini na telefonski zbirki Switchboard, precej zahtevna zbirka nekih sproščenih telefonskih pogovorov. Tukaj se vidi, kako je napredovalo, ne, delež napačno razpoznanih besed se je z leti znatno zmanjševal in pa z globokimi nevronskimi modeli, gotovo ste že na to temo kaj slišali, se dejansko trdi, da se že lahko preseže celo zanesljivost razpoznavanja govora pri človeku v nekih okoliščinah. Kako je to mogoče? Ne? Zato, ker se pa s temi računalniškimi sistemi lahko simulira ne samo enega poslušalca, ampak predstavljate, da 100 ljudi posluša enega govorca, ki morda malo nerazločno kaj izgovarja, in potem se med sabo še lahko sunkovito bi usklajevali, kaj je on v bistvu sploh povedal, in to pri teh sistemih je to možno. Ne? Tako da, kar je morda presenetljivo, da lahko pričakujemo, da bo govor stroj celo bolj zanesljivo lahko človeka nekoč razpoznaval. Pojavilo se je precej komercialnih razvijalcev, gotovo imate z marsikaterimi aplikacijami že izkušnje, Microsoft, Baidu, Google in tako naprej, Googlove tehnologije, poizvede po informacijah, prevajalniki, marsikaj od tega se kar množično že uporablja, osebni asistenti in podobno. No in po pričakovanjih seveda podpora govorjeni slovenščini pogosto izostaja, povsem ali pa vsaj zaostaja, da se nekako napoveduje v nekem kasnejšem času morebitno podporo. In ena pobuda ravno v tej smeri, ne, da bi se slovenščino bolj podprlo, je ravno ta naveden projekt razvoj slovenščine v digitalnem okolju, ker pač večjo količino govornih posnetkov primerno označenih pridobivamo in da bodo pod licenco tudi komercialno, ker bi lahko neka spodbuda bila tem komercialnim podjetjem, da bi slovenščino podprla. Kot zanimivost, ne, za Google gotovo veste, da razpoznava slovenščino, Microsoft saj po mojih informacijah nazadnje še ni. Velja pa obratno, Google sinteze nima, Microsoft sinteze za slovenščino ima, se pa dogajajo skoraj da dnevno kakšno presenečenje, tako da jaz nisem dolgo nazaj ugotovil, da Microsoftov Teams že podpira podnaslavljanje, ampak v angleščini, da so dodali to funkcionalnost, ki je prej ni bilo, zato ker se pač te platforme danes vse bolj pogosto zaradi narave dela, predavanj, nadaljave, sestankov, konferenc in podobno uporabljajo. Zdaj naše izkušnje, na kratko, mi smo precej aktivno spremljali razvoj govornih tehnologij na vseh teh navedenih področjih, tudi pri razpoznavalnikih. Morda so malo zastali res z nekimi inovacijami, ko so se ti zadnji globoki modeli pojavili, ne v smislu nekih inovacij, se pa trudimo s kakšnim prilagajanjem na slovenščino, ampak je težava res s tem pomanjkanjem dovolj obsežnih količin podatkov, ki so zahtevani, če želimo te najnovejše razpoznavalnike govora naučiti, in neka spodbuda hitrejšemu razvoju na tem področju pričakujemo bo ravno ta nova govorna zbirka, ki se v okviru projekta RSDOZE nekako pričakuje. Tako da mi smo na neki zbirki govornih poizvedovanj, ožja domena, recimo zgled, prišli tam na nekih 18,9–19% deleža napačno razpoznanih besed, kar je resnici na ljubo boljše, kot če bi Google razpoznavalnik na tej domeni uporabljali, ampak ni povsem primerljivo, ne, ker naš razpoznavalnik je bil v smislu jezikovnega modela prilagojen temu področju, Google razpoznavnik ima pa jezikovni model splošen, z izjemno perpleksnostjo razpoznava na splošno celo pogovorno izgovorjene, kakšne zapisane, kakšne besede in podobne reči. Tudi pri razpoznavanju glasov smo bili presenečeni, so precej napredki bili ugotovljeni. Malo nižji rezultat se morda komu zdi, ampak gre za neko specifično zbirko, samo koliko je to neki najnovejši globoki modeli prinesli. Predvsej smo se sistematično ukvarjali z Googlovim najnovejšim govornim vmesnikom in znamo uporabljati tako razpoznavalnik, prevajalnik, sintetizator, imamo eno demonstracijsko aplikacijo, ki jim potem v nadaljevanju pokazal. Nekako smo študirali, kako deluje Googlova platforma, recimo kot zanimivost obstaja izmenjujoč enosmerni ali pa hkratni dvosmerni način, torej da se neke večje količine posnetkov pošlje in dobi potem transkripcija ali pa se sočasno med razpoznavanjem že vmesne rezultate dobiva in potem pač primerno
uporablja. To, kar nas je zanimalo, smo že od 2015, malo prej, ko se je pač pojavila podpora slovenščini, spremljali in smo na neki svoji, kot neke vrste testni zbirki preizkušali. 2019, tule nekak 20, so tudi še določeni napredki, tako da tam že nekje pri 20% deleža napačno razpoznanih besed. Na tej isti zbirki, ki so mi tam nekje, ne, ampak ni povsem primerljivo v smislu teh jezikovnih modelov. Pa še take ugotovitve so bile, ne, da pač Google razpoznavanje kakšna lastna imena bolj pogovorno zapiše, mi smo imeli pač standardne zapise, da je potem potrebno pač ustrezno upoštevati, ne, a je to napaka ali ni. Za nekoga to je napaka, če je pogovorno, za nekoga pa ni, ne, pač v smislu same neke uporabe. Tako da mogoče samo kot zanimivost, kako smo mi svoj demonstracijski sistem to vrstni razvili. Torej tukaj naš demonstracijski program uporablja tako razpoznavalnik, sintetizator, prevajalnik, tako da mičkeno preizkusimo, če tole deluje. Torej za začetek me zanima, če se bo razpoznalo Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije. Kaj je zdaj to, ali se razumemo? In tako naprej. Torej, tukaj smo se mi potrudili, da smo vsaj neko osnovno pretvorbo v smislu velikih začetnic na začetku povedi stavka, kakšna ločila, pa daleč od tega, da je bilo brezhibno, tukaj manjka vejica in podobno, ampak tudi Google sam po sebi tega še ne podpira in to smo samo res tako z nekimi osnovnimi pravili podprli in to je tudi ena od nalog, ciljev, ki jih imamo v okviru tega novega projekta RSDO. Samo še hitra demonstracija, da znamo uporabljati tudi prevajalnik in sintetizator. No, pa preizkusimo, če deluje tudi prevajalnik. Well, Ja, očitno prevajalnik deluje malo slabše. yeah, obviously the compiler works a little worse. Ja, to je bolj tako za nek vtis, pa nadaljujemo še z nekim zaključkom. Samo hiter pregled, kakšne nerešene probleme še vidimo. Torej, največji problem nekako se vidi, da če so neke nove okoliščine zaznane, ne, prilagajanja narečja in podobne reči, da te nove tehnologije zahtevajo velike količine učnih podatkov in če so na razpolago samo male količine, ne, so določene še težave. Potem, če imamo uporabo kakšnih prostorskih mikrofonov v zahtevnih akustičnih okoliščinah, predavalnicah, nekih prostorih delovnih in tako naprej, seveda te tehnologije delujejo slabše. Potem kakšno modeliranje izrazito naglašenega narečnega govora še zaostaja, tudi za druge jezike, ne samo za slovenščino. Pa tudi te obstoječe tehnologije še ne podpirajo recimo dovolj spontan, netekoč, izrazito čustven govor, torej da bi nekako se prilagodilo nek sistem zaznanemu vznemirjeno čustvom in tako naprej. No in kakšna je prihodnost zgornjih tehnologij, kot vidimo, razmah umetnih inteligentnih teh osebnih asistentov se je pojavil, ne, tudi pri šepetovalcih in tolmačih, morda če omenim, na kaj tukaj mislimo, ne, da s temi tehnologijami je dejansko možno, da bi nekdo imel tak sistem, da posluša kot pri javnem govoru, ne, kaj govori, ima predlogo in ga lahko spomni, kaj mora še povedati. Potem poizvedovanje po informacijah med vožnjo, gibanjem, vnašanje podatkov med delom, gibanjem, se razvijajo sistemi tudi potrebe za slovenščino, samodejno ocenjevanje govornih zmožnosti, pomoč pri učenju, da sistem poskuša prepoznati, so kakšne napake v izgovorjavi, kaj je narobe, opozarja na kakšne napake in podobno. Ambientalni inteligentni sistemi, pametni domovi spremljajo, poslušajo, se odzivajo in tako naprej. In poleg razpoznavanja se tudi morda psihofizična stanja razpoznava, prilagaja, ali nekdo v stiski morda pomaga in podobno, ne. In če se zaključim, problem komunikacijske zasebnosti, ki bi ga izpostavil, ne, da pač sam v smislu nekaj predvidevanj sem tudi zase predvideval, da bom v tem času že precej intenzivno uporabljal govorne tehnologije v smislu narekovanja, sporočil, gradiva učnega in podobno. In bi nekaj, se opravičujem, samo komunikacijsko zasebnost, da je malo problematična pri govornih tehnologijah v tem smislu, da ko govorimo, narekujemo, lahko motimo
sodelavce v nekih skupnih prostorih ali pa tudi nima zasebnosti. Zato pač danes ljudje, tudi če bi že lahko marsikaj narekovali v telefon, kratka sporočila, še vedno raje tipkajo, da imajo to neko komunikacijsko zasebnost. Tako da ta komponenta pač ni bila nekako tako premišljena, pričakovana, ampak to je potem stvar nekih navad, kako bo v prihodnosti. Moram zaključiti, čas priganja, ker je omejen čas, pa še pri nas imamo tule zunaj nek hrup, zato bom tole zaključil. Lepo pozdravljeni. Sem Jerneja Žganec-Gros in prihajam iz podjetja Alpineon, kjer se že vrsto let ukvarjamo z razvojem govornih tehnologij in aplikacij. O prepoznavi govora sta precej povedala že moja sopredavatelja, tako da bom zdaj sintezi govora posvetila preostanek našega skupnega predavanja. Sinteza govora omogoča samodejno tvorjenje govora na podlagi poljubnega vhodnega besedila. Sistemi za sintezo govora za jezike z večjim številom govorcev so z uporabo najbolj sodobnih pristopov modeliranja govora sposobni tvoriti že zelo naraven govor. Pripravila sem en kratek kronološki pregled poskusov sinteze govora za slovenščino, ki podaja kombinacijo rezultatov raziskovalnih projektov in demonstratorjev, pa tudi produktov. Po uporabljenih tehnologijah pregled vključuje različne pristope k sintezi govora, zajema vse od začetnih poskusov difonske sinteze, pa preko korpusnih vse do uporabe sodobnejših pristopov za modeliranje govora s prikritimi Markovimi modeli in pa tudi najnovejših poskusov z uporabo globokih nevronskih mrež. Enega od prelomnih dosežkov v tej zgodovini pa predstavlja e-bralec, ki je prvi omogočil občutno bolj naravno sintezo govora od predhodnikov. Prvotna različica e-bralca je bila razvita v okviru projekta knjižnice slepih in slabovidnih. Pri razvoju skupnega produkta smo sodelovali Alpineon, Amebis, Institut Jožef Štefan in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Pomembno je, da produkt v sodelovanju razvijamo še naprej, kar vsi sodelujoči ocenjujemo kot primer dobre prakse. Postopek pretvorbe vhodnega besedila v govor lahko razbijemo na več zaporednih korakov. Vhodno besedilo najprej obdela jezikovni analizator, ki poskrbi za normalizacijo besedila in pa za razdvoumljanje izgovornih različic. Sledi pretvorba črkovnega zapisa v ustrezen fonemski zapis. Modul za sintezo govornega signala pa je zadolžen za oblikovanje prozodije, to pomeni ustvarjanje slušnega vtisa ritma in melodije v govoru in pa za tvorjenje izhodnega akustičnega signala. E-bralec omogoča razumljivo in dokaj naravno sintezo govora v slovenščini. Trenutno vključuje en moški in dva ženska glasova. Zdaj pa bom predstavila, kje vse lahko sintezo govora uporabimo v praksi. Sinteza govora lahko starejšim in pa ranljivim skupinam uporabnikov pomembno olajša komunikacijo, dostop do informacij in njihovo vključenost v sodobno družbo. Slepi in slabovidni uporabniki sintezo govora uporabljajo največkrat skupaj s povečevalniki zaslona in pa z bralniki zaslona, pogosto v kombinaciji z braillevo vrstico. Druga precej številčna skupina ranljivih uporabnikov pa so osebe z motnjami govora, ki sintetizator govora uporabljajo predvsem kot pripomoček za nadomestno komunikacijo. Na koncu pa si oglejmo še nekaj konkretnih primerov uporabe sinteze govora za slovenščino. Lahko jo na primer uporabimo za telefonski dostop do e-maila, med vožnjo na poti v službo. Aplikacija glasovna e-pošta na primer samodejno prepozna jezik, v katerem je sporočilo napisano in ga prebere. Sintezo govora smo ozvočili že številne spletne strani. Uporablja se za napovedovanje voznih redov, v klicnih centrih in v sistemih za obveščanje uporabnikov. V aplikaciji Dars Promet Plus omogoča govorno obveščanje o dogodkih na poti. Trenutno ni dogodkov na poti. Za konec pa bi rada predstavila še integracijo sinteze govora v zvočne podnapise na RTV SLO. Pri poslušanju posnetka bodite pozorni na moški glas sintetizatorja govora, ki prebira podnapise.
Po 17 kilometrih vzpona je odločitev o zmagovalcu padla v zadnjih 100 metrih. Močnejši je bil Pogačar in drugič na tej dirki dvignil roke v zrak. Zaradi vročine je bila ta etapa zelo težka. Na koncu sem samo še čakal na sprint. Zelo sem vesel, da sem spet zmagal. Boste poskusili vse, da dobite dirko po Franciji? Tak je načrt. Je Rogliča mogoče premagati? Za zdaj se zdi neustavljiv. Jutri je na sporedu dan počitka, kolesarje pa zadnjih 6 etap čaka od torka dalje. In za konec se od vas poslavljam Nadja, novi e-bralčev glas. Vabim vas, da sintezo govora preizkusite in jo uporabite. Hvala lepa za vašo pozornost ter zanimivo poslušanje vam želim še naprej. Dober dan želim. Moje ime je Marko Bajec. Prihajam iz Fakultete za računalništvo in informatiko, kjer predavam predmete z področja informacijskih sistemov in podatkovnih baz. Vodim laboratorij za podatkovne tehnologije in zadnjih nekaj let tudi demo center za internet stvari. No, v tem predavanju danes bi vam pa želel predstaviti sistem za avtomatsko prevajanje predavanj, ki smo ga poimenovali Tolmač. Ta sistem uporablja nekatere govorne tehnologije, ki so predmet tega posveta. Najprej nekaj ozadja. Kot mnogi veste, na Univerzi v Ljubljani potekajo večinoma predavanja v slovenskem jeziku, kar tudi zahteva naša zakonodaja in je v smislu ohranjanja jezika in jezikovne identitete tudi smiselno, vendar to postavlja določene omejitve pri internacionalizaciji, to je pri pridobivanju študentov iz tujine in tudi učiteljev iz tujine. No, in ena od možnih rešitev, ki si jih je Univerza v Ljubljani zamislila, je razvoj strojnega prevajalnika, ki bi študentom omogočal, da lahko spremljajo predavanja v slovenščini, čeprav slovenskega jezika ne razumejo. To bi izgledalo približno tako, da ko bi tuji študent prišel v predavalnico, bi se prijavil na poseben portal s svojim računalnikom, tablico ali telefonom in spremljal prevode govora, predavanj, ki jih izvaja profesor. Razvoj takega sistema je seveda izjemno kompliciran in zahteva vsaj 4 komponente, ki delujejo v nekem cevovodu, če se tako izrazim. Najprej strojni razpoznavalnik, ki zna iz govora razumeti oziroma govor pretvoriti v tekst. Potem je strojni punktuator, ki ta tekst opremi z osnovnimi ločili in pa velikimi začetnicami. Potem je strojni prevajalnik, ki zna prevesti tak tekst v ciljni jezik, recimo angleščina, nemščina in tako naprej. In opcijsko še sintetizator, ki zna preveden tekst nazaj pretvoriti v govor. No, v nadaljevanju vam bom pokazal, dokje smo prišli pri razvoju teh 4 komponent. Ta projekt se je sicer začel junija 2019, torej ne traja tako zelo dolgo. Kot rečeno, je naročnik Univerza v Ljubljani, kot izvajalci pa smo iz laboratorija za podatkovne tehnologije z Iztokom Lebor-Bajcem kot vodjo razvoja. Med drugimi sodelavci velja omeniti še dr. Simona Kreka iz Centra za jezikovne tehnologije in pa dr. Marka Robnika Šikonje iz Univerze v Ljubljani, torej tudi z naše fakultete. Predvsem sta nam bila pomoč pri pridobivanju podatkovnih virov in pa še dr. Miha Rihar iz Inštituta Jožef Štefan, ki je prispeval prvo verzijo prevajalnika.
Najprej si poglejmo idejno zasnovo. Torej, tujemu študentu je na voljo poseben portal, preko katerega lahko pregleduje posnetke predavanj. Glede na to, kakšne pravice ima, torej na katerih fakultetah je izbral predmete, se mu na seznamu pokažejo predavanja, do katerih ima pravico. Na seznamu vidi tako predavanja, ki so že zaključena, kot tudi tista, ki so še v teku. Če neko predavanje izbere, se mu na levi strani prikazujejo v živo podnapisi, na desni strani z nekaj malega zamika pa prevodi v ciljni jezik. Študent lahko to gleda tudi v posebnem fokusnem načinu, kjer nima slovenskih podnapisov, ampak samo podnapise v ciljnem jeziku. V učilnici ima profesor na voljo samo konzolo, torej nek mali operaterski ekranček, ki bo bil v končni fazi vgrajen v mize in preko katerega lahko spremlja, ali je trenutno prevajanje v teku ali ni, lahko ga tudi začasno zaustavi ali tudi prekine. Vse informacije konzola prejema prek interneta iz baze podatkov, kjer so vpisani urnik in vse ostale potrebne informacije, tako da profesorju v resnici ni potrebno nič kot samo, da si nadene audiovizualno opremo in začne s predavanji. Na tej konzoli kvečjemu samo vidi, vkolikor bi prišlo do kakršnekoli težave. Poleg že prikazanega so v sklopu tolmača na voljo tudi druge funkcionalnosti. Funkcionalnost za urejanje slovarja strokovnega izrazoslovja, kar je izjemno pomembno, saj pri mnogih predmetih se uporabljajo izrazi, ki jih v začetku ne bomo imeli v slovarju. Potem možnost urejanja prepisov in prevodov, dodajanje videogradiva in predstavitvenih datotek, ki so se uporabljale pri predavanju, in tudi sinteza v govor izbranega tujega jezika za tiste študente, ki bi želeli poslušati simultano prevedena predavanja. No, poglejmo si še arhitekturo rešitve. Na sliki imate visokonivojsko arhitekturo, jasno, da potrebujemo v učilnici neko audio-video opremo. Izkaže se seveda, da ni vseeno, kakšna ta oprema je, zato jo mislimo na univerzi tudi poenotiti. Kar še je v učilnici, je ekran na dotik, kar sem vam ravno prej prikazoval. V resnici gre za en preprosti mikrokontroler z ekranom na dotik in z nekaj malo akcij. Torej lahko izberemo predavatelja, predmet, lahko začnemo, ustavimo avtomatsko prevajanje, lahko izpisujemo transkripte in prevode. V ozadju se skupaj poteka na skupnih strežnikih, kjer se izvaja tako razpoznava kot prevajanje, no in vse te informacije so pa potem na voljo na ustrezni način preko različnih kanalov, torej preko uporabniške mobilne aplikacije, preko portala in na voljo tudi administratorski portal. No, podrobnejša arhitektura je malo bolj komplicirana, ampak mogoče ni tako pomembna za to predstavitev, zato bi jo preskočil. Za izdelavo vseh 4 komponent smo uporabili različne pristope in ogrodja, katerim skupna lastnost je to, da temeljijo na globokih nevronskih mrežah, torej na nevronskih mrežah z velikim številom vmesnih nivojev. No, sedaj bi vam pa želel predstaviti nekaj rešitev. Pripravljenih imam več video demo programov.
Najpomembnejši je seveda prvi, s katerim vam bom pokazal trenutno stanje tolmača, torej sistema za simultano prevajanje slovenskih predavanj. Potem vam bom pokazal še klepetalnik. To je sistem, ki uporablja razpoznavo slovenskega jezika in pripravljen odgovor sintetizira v slovenski govor. Potem vam bom pokazal še prevajalnik, ki razpozna slovenski jezik, prevede v angleščino in potem sintetizira v angleški jezik. To je precej podobno kot funkcionalnost tolmača, le da smo tukaj vključili še sintezo v angleški jezik. In kot zadnje vam pokažem še demo programa, ki podpisuje TV program v živo. Lepo pozdravljeni na naši fakulteti. Ime mi je Arne in v laboratoriju za podatkovne tehnologije pomagam pri razvoju sistema za avtomatsko prevajanje. Sistem bo na voljo vsem tujim študentom. Pomagal jim bo spremljati predavanja, ki potekajo v slovenskem jeziku. Govor predavatelja se bo avtomatsko prevajal. Študenti bodo lahko prevode spremljali prek posebne aplikacije na telefonu ali računalniku. Izbirali bodo lahko med prevajanjem v različne jezike. Za nekatere jezike bo mogoče besedilo pretvoriti nazaj v govor. Sistem, ki ga spremljate sedaj, je prva verzija. Na sistemu delamo veliko in vsak dan postaja boljši. To je vse z moje strani in upam, da se kmalu spet vidimo. Hvala. Preden nadaljujemo, najprej nekaj poudarkov. Verjetno ste opazili, da se tekst simultano izpisuje, vendar se včasih popravi, tudi ko je že izpisan. To je v resnici posledica delovanja razpoznavalnika, ki najprej iz razpoznanih fonemov izpiše najverjetnejšo besedo, kasneje pa preveri tudi, katere kombinacije besed so najverjetnejše. Zato se včasih zgodi, da čez nekaj besed oceni, da je bila morda beseda, ki jo je že razpoznal zgolj iz fonemov, najverjetneje neka druga beseda glede na ostalo, kar je pač bilo izrečeno. No in posledično se take besede potem kasneje spremenijo. Prav tako v tem našem sistemu po razpoznavi uporabimo tudi tako imenovan punktuator, ki postavlja ločila, dočim v tej verziji ima še nekaj težav z končnimi pikami. Predstavljam vam še sistem, ki omogoča različne kombinacije uporabe razpoznavalnika, prevajalnika in sintetizatorja. Najprej vam bom pokazal preprost klepetalnik, torej sistem, ki ga nekaj vprašam in odgovori. Torej bom uporabil razpoznavalnik in pa sintetizator. Kakšna je Na to vprašanje žal nimam odgovora. No, to je bila moja napaka, ne? Kakšna je temperatura v dnevni sobi? V dnevni sobi je trenutno 22,5 stopinj. Kakšno je stanje na avtocesti? Na avtocesti promet poteka tekoče in ni informacij o zastojih. No, lahko pa pokažem tudi, kako deluje prevajalnik. Torej, namesto chatbota bom izbral storitev prevajanja. Možnost imam zbire med Googlovim in našim prevajalnikom, kar uporabljamo pri testiranju. Ampak zdaj sem zbral seveda našega.
razvoj informacijskih sistemov je več kot le programiranje. The development of information systems is more than just programming. Brez podrobne analize je težko razviti kompleksne informacijske sisteme. It is difficult to break down complex information systems without a detailed analysis. No, tukaj je zelo dobra demonstracija tudi, kako težko je v resnici razviti dober sistem za simultano prevajanje, ker se vsaka napaka, ki se v samem postopku zgodi, prenaša tudi naprej. No in če ste bili pozorni, ste videli, da je pri razpoznavi sistem narobe me razumel, ker jaz sem rekel, brez podrobne analize je težko razviti kompleksne informacijske sisteme, očitno sem slabo izgovoril in me je razumel razbiti in tako je potem tudi prevedel. Ne? It is difficult to break down complex information systems without a detailed analysis, namesto da bi rekel it is difficult to develop. Ne? No, sedaj vam bom pokazal še prevajanje oziroma pripravo podnapisov za televizijski program. To smo naredili spet raziskovalne namene z dovoljenjem RTV-ja, da signal televizijski obdelamo in mu dodamo podnapise. In kot rečeno, je zgolj v raziskovalne namene. Izbral bom program 3 in karkoli pač je na programu, se bo začelo prevajati oziroma se bodo pojavili podnapisi. Če je razbit narod fokusiran na neke zgodbe izpred 80-ih let, jih ne bo zanimala stanovanjska politika, jih ne bo zanimala sociala, javno zdravstvo, domovi za starejše in tako naprej. Umetnost politike ohranja ta večen status quo, iskati neke sovražnike in se iti ta ping-pong znotraj tega. Čeprav govorimo danes o ustašu, zgodovinska dejstva so jasna. Mi vemo, ustaška gibanja, domobranska, četniška gibanja in druga sorodna gibanja so kolaborirala z nacisti in fašisti in od tam vlekla navdih. Ampak dajmo iti naprej. No, to so bile demo predstavitve. Še nekaj besed o načrtih za naprej. V letu 2021 imamo v planu izboljšati modele, torej modele razpoznave, prevajanja in sinteze in gotovo tudi model, ki omogoča avtomatsko postavljanje ločil v tekst. Pri vseh teh modelih je še kar nekaj prostora za izboljšave in tudi kot ste videli pri demo programih, bodo te izboljšave dobrodošle. V naslednjem letu želimo izvesti tudi več predavanj v živo na različnih fakultetah in pridobiti realne odzive tujih študentov, s katerimi bomo ta testna predavanja izvedli. Nekaj aktivnosti pa bomo izvedli tudi na področju prilagoditve sistema tolmač za študente s posebnimi potrebami. Tako s tem jaz to predavanje zaključujem in se vam vsem toplo zahvaljujem za pozornost. In vas vabim, če imate vprašanja, da nas kontaktirate na ta dva spletna naslova, ki ju tukaj vidite. Nasvidenje. Pozdravljeni, sem Magda Stražišar iz Službe za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo. Ministrstvo je konec novembra 2019 objavilo javni razpis Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, jezikovni viri in tehnologije. Za izvedbo javnega razpisa je na voljo 4 milijone evrov.
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Predmet sofinanciranja je izvajanje večletnega raziskovalno-razvojnega projekta za gradnjo jezikovnih virov in tehnologij. Produkti, ki bodo nastali v okviru projekta, so prioritete z področja digitalizacije slovenščine in se vključujejo praktično vsa področja slovenske strategije pametne specializacije, zlasti pa na področje pametna mesta in skupnosti. Naš namen je, da bi povezali gospodarstvo in znanost, da bi proizvedli takšne produkte, ki bodo enostavni za uporabo, ljudem pa bi pomagali pri sporazumevanju, sodelovanju, poslovanju, izmenjavi znanja in udeleževanju v družabnih in političnih razpravah, ne glede na jezikovne meje. Predvsem pa želimo pospešiti prenos znanja v trikotniku znanja, torej iz raziskovalne sfere v podjetniško. Cilj javnega razpisa je razviti takšne končne izdelke, ki bodo uporabni tako za potrošnike kot za raziskovalne organizacije, podjetja, univerze in druge subjekte. Predviden je hiter in učinkovit prenos pridobljenega znanja ter morebitne nadgradnje in nadaljnji razvoj novih produktov s področja jezikovnih tehnologij. To pa bo mogoče samo z odprtim dostopom do rezultatov raziskovalnega dela. Zato smo v javnem razpisu določili licenci, ki omogočata tudi komercialno rabo. In sicer licenca v okviru Creative Commons, ki omogoča deljenje pod enakimi pogoji za jezikovne vire, in licenca Apache za jezikovne tehnologije. Javni razpis se je zaključil februarja 2020. Izbran je bil projekt Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, na kratko RSDO. Izvajal ga bo projektni konzorcij, ki vključuje tako rekoč vse akterje, ki so se v zadnjih desetletjih ukvarjali razvojem jezikovnih virov in tehnologij za slovenščino. Poslovodeči konzorcijski partner je Univerza v Ljubljani, poleg nje pa so v konzorciju še Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut Jožef Stefan, Inštitut za novejšo zgodovino, Univerza v Novi Gorici, Amebis d.o.o., iQuid d.o.o., Alpineon d.o.o., Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Univerza v Mariboru, Pošta Slovenije d.o.o. in Vitasis d.o.o. To pomeni, da je zadoščeno pogojem javnega razpisa, in sicer, da morajo v projektu sodelovati tako raziskovalne organizacije kot tudi podjetja. In sicer iz celotne Slovenije, torej tako iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija kot iz kohezijske regije Zahodna Slovenija. Projektni konzorcij je aktivnosti v grobem razdelil na 7 delovnih sklopov. Prvi je vzdrževanje in nadgradnja korpusov, torej jezikovnih virov, drugi govorne tehnologije, potem semantični viri in tehnologije, strojno prevajanje, terminološki portal, vzdrževanje infrastrukturnega centra za jezikovne vire in pa koordinacija in informiranje. Za lažje vključevanje gluhih in naglušnih v družbo je pomemben predvsem razpoznavalnik govora, ki bo nastal v okviru delovnega sklopa govorne tehnologije. Tu je predvidena izdelava splošnega razpoznavalnika govora, izdelava podpornih orodij in postopka za razvoj robustnega splošnega ter specializiranega razpoznavalnika, razvoj portala s podpornimi orodji in modeli razpoznave, ne nazadnje pa tudi priprava dolgoročnega načrta nadgradnje splošnega razpoznavalnika z velikim slovarjem besed in načrta izdelave razpoznavalnika v realnem času za domeno izobraževanja. Strateški cilji projekta RSDO so usklajeni s cilji javnega razpisa. Torej, gre za zadovoljevanje potreb po računalniških izdelkih in storitvah z področja jezikovnih tehnologij za raziskovalne organizacije, podjetja in širšo javnost,
Zagotovljen bo odprti dostop do rezultatov raziskovalnega dela, poskrbljeno bo za nadgradnjo organiziranega skladiščenja, vzdrževanja in distribucije virov in tehnologij, hkrati pa tudi enakopravnejše sodelovanje z evropskimi pobudami za izmenjavo digitalnih virov in orodij in večja konkurenčnost slovenskega razvojno-raziskovalnega prostora v mednarodnem merilu. Na kratko bi še enkrat povzela časovnico javnega razpisa. Torej 29. novembra 2019 je bil javni razpis objavljen v uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za kulturo. 16. decembra 2019 smo na Ministrstvu za kulturo izvedli informativni dan za potencialne prijavitelje. 7. februarja 2020 smo v uradnem listu in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo objavili nekatere manjše spremembe, ki so bile nujne za uspešno izvedbo same operacije. 12. februarja se je javni razpis zaključil. 30. aprila je bil podpisan sklep o izboru projekta, 1. maja pa je projektni konzorcij že začel delati pri projektu. Operacija se bo zaključila 31. decembra 2022, kar je relativno kratek čas za izvedbo tako zahtevnega projekta. Vendar pa izbor izvajalcev zagotavlja, da bo projekt uspešno izveden. Dober dan, lep pozdrav, moje ime je Roman Demir in sem pobudnik in organizator za vpeljavo Velotype sistema za podnaslavljanje v živo v Sloveniji. Velotype Pro tipkovnica je primerna za vse aplikacije, kjer je potrebno ustvariti besedilo v živo z visoko hitrostjo. Naj povem na kratko o zgodovini, kako je Velotype nastal. Predtem se je uporabljala klasična QWERTY postavitev tipkovnice, vsi poznamo to tipkovnico, uporabljamo jo danes na naših računalnikih, laptopih. Zakaj je prišlo do te postavitve? Če pogledamo nazaj v zgodovini so se uporabljali pisalni stroji, ki so uporabljali mehanska kladivca in ta kladivca so se pri visokih hitrostih zatikala. In zato so inženirji zasnovali drugačen sistem, se pravi, tipke so razdelili na tak način, da je pisanje bilo upočasnjeno in posledično ni prihajalo do teh zatikanj. In tale postavitev, se pravi, je ostala do danes. Nizozemci pa so razmišljali v malo drugačni smeri in so razvili Tahotype, to je posebna vrsta tipkovnice, ki je v bistvu predhodnik današnjega Velotypa in nam omogoča se pravi, pisanje zlogov namesto črko po črko, kot to poznamo pri klasični tipkovnici, in s tem lahko dosegamo višje hitrosti. Kasneje, leta 1982, Tahotype postane elektronski, tukaj se pojavi prvi Velotype. Na Nizozemskem je leta 1984 že prva skupina Velotype strojepiscev vstopila na trg dela in na Nizozemskem uporabljajo Velotype tudi danes, recimo za kakšne večje prireditve, kot je Eurosong in ostale. Tudi letos namreč na Eurosongu bi moralo biti podnaslavljanje v živo z Velotypom, vendar je žal zaradi epidemije to odpadlo. Kasneje, leta 2009, se pojavi moderna različica Velotype tipkovnice, ki jo poznamo danes. 2019 pa vstop se pojavi ta Velotype tipkovnica tudi na slovenskem tržišču. In vidimo tukaj na sliki tudi članek, se pravi, ki je bil objavljen v Dolenjskem listu leta 1986, ki poroča o tej novi iznajdbi, tej Velotype tipkovnici. In tudi takrat so se že pojavili interesi, da bi se to vpeljalo v Slovenijo, kar se pa do sedaj v bistvu ni zgodilo. Če primerjamo QWERTY in Velotype tipkovnico, pri QWERTY tipkovnici, kot sem že prej omenil, tipkamo črko po črko in zaradi tega lahko dosežemo okvirno približno maksimalno hitrost 500 črk na minuto. Ima precej tipk, tukaj se pravi, mora biti, bom rekel, strojepisec zelo spreten, zelo vešč, da lahko dosega in drži to visoko hitrost. Postavitev tipke neoptimalna, kot sem že omenil, pa seveda tipkovnica je neergonomična, zaradi tega, ker jo moramo imeti na mizi in to lahko pripelje do določenih težav z zapestjem, recimo karpalni živec in tako naprej.
Velotype tipkovnica pa lahko dosega 800 črk na minuto, kar pomeni, da ima strojepisec dovolj rezerve, se pravi, kar se tiče tipkanja na dolgi rok za kakšne daljše konference in tako naprej, pomeni, da se bo strojepisec tudi manj utrudil. 64 tipk ima, kar pomeni, da je postavitev tipk optimalna in se pravi, s temi tipkami nekako kombinira različne zloge in to mu omogoča, da hitro izpisuje besedilo za podnaslavljanje. Optimalna postavitev tipk in seveda tudi ergonomična, kajti ta tipkovnica nam leži v naročju in ne na mizi in posledično ima zaradi tega strojepisec boljšo držo in lahko pride tudi do manjših poškodb zapestja. V zadnjem času pa se pojavlja strojno podnaslavljanje. Vsi verjetno poznamo avtomatsko podnaslavljanje na YouTubu, ki je v angleškem jeziku in je razmeroma dobro razvito, kljub temu pa se pojavljajo še vedno določene napake. In tudi recimo, ko poskusimo uporabljati Googlovo podnaslavljanje za slovenski jezik, vidimo, da je tukaj natančnost še vedno nizka, se pa to premika naprej in se izboljšuje. Je pa tukaj moje mnenje, da bo človeški faktor vedno potreben, kajti software ima težave pri razpoznavanju govora v hrupu, se pravi, če je kakšen hrup v ozadju, tukaj bo software imel težavo z razločevanjem govora od hrupa. Trenutno ima software tudi težave pri razpoznavanju šifer, kratic, narečij in tujk. In seveda tudi software še ni v tej fazi, se pravi, zdaj generalno govorim nasploh, ni še vešč prilagajanja teksta v ljudem prijazno obliko, se pravi uporaba pik, ločil, odstavkov, naslovov in tako naprej, kar je včasih za kakšna sodišča zelo pomembno, zelo nujno. In seveda včasih na kakšnih konferencah se pojavi več govorcev naenkrat in software ne bo ustavil določene debate v smislu, da bo opozoril, naj govori samo en govorec naenkrat. Software bo to samo vse prevajal v neko pisno obliko, odvisno glede na input, ki ga bo prejel. Medtem ko strojepisec pa lahko opozori, umiri situacijo in opozori vse udeležene, da govorijo samo en pa po en naenkrat in tako omogoči ljudem prijazen zapis, se pravi nek koherentno besedilo za tisto konferenco. Človeški faktor je potreben. Ne glede na pojav strojnega podnaslavljanja, seveda strojno podnaslavljanje bo boljše in boljše iz generacije v generacijo, so pa določene situacije, ki po mojem mnenju bojo software vedno ovirale. Razporeditev tipk pri Velotype tipkovnici je malo nenavadna. Kot sem omenil, sestavljamo zloge. Zelo je nekako tukaj podobno igranju klavirja. Na levi strani imamo začetne soglasnike, samoglasnike in na desni strani imamo drugi del samoglasnikov in končnih soglasnikov. In recimo, če pogledamo naslednji slajd, tukaj vidimo primer izpisa besede klet. Na levi strani pritisnemo kombinacijo KL, na levi ET in to z enim gibom nam izpiše celotno besedo na zaslon. Pri klasični QWERTY tipkovnici bi morali pritisniti v zaporedju K, L, E, T, kar je tukaj že neka izguba časa. Se pravi, tukaj gre podobno kot pri igranju klavirja, kot sem že prej omenil, strojepisec mora na pamet vedeti te kombinacije in zelo hitro lahko cele besede oziroma zloge izpisuje na ekran, kar mu omogoča zelo, zelo visoko hitrost. Text on top je prvi brezžični sistem za podnaslavljanje, deluje po plug and play principu, samo priključimo v računalnik in že se pojavi črn, se pravi zaslon, črn trak, na kateremu potem strojepisec lahko izpisuje tekst. Je zelo enostaven za uporabo in se uporablja za konference, seminarje in podobno. Kako je drugje z uporabo Velotypa? Velotype že uporabljajo na Nizozemskem, Švedskem, v Franciji, Norveškem in v Nemčiji. V fazi razvoja je pa na Islandiji, Danskem, v Belgiji, v Španiji in seveda tudi v Sloveniji. To se dogaja že od lanskega leta. Po statistiki v Sloveniji imamo 20% prebivalstva, katerih starost je 65 let ali več.
Približno okrog 2000 uporabnikov slovenskega znakovnega jezika, 75 tisoč uporabnikov slušnih aparatov in 7,1% deleža tujih državljanov med prebivalci Republike Slovenije. In za njih je zelo pomembno, da so vse oddaje, tudi oddaje v živo, da so podnaslovljene, kar pa trenutno pri nas v našem prostoru niso. Kaj je naš cilj? Kaj je cilj našega projekta ABC podnaslavljanje? Da izvajamo dejavnost podnaslavljanja v živo za televizijske programe, za konference, seminarje, sodišča, podnaslavljanje za posameznike, tukaj mislim na študente in seveda tudi tolmačenje v slovenski znakovni jezik s pomočjo gluhih tolmačev. Kaj smo dosegli do sedaj v našem projektu? Povezali smo se z nizozemskim podjetjem Velotype, prilagodili smo Velotype tipkovnico za slovenski jezik, prevedli smo Velotype Academy program za učenje Velotype tipkovnice za uporabo Velotype tipkovnice v slovenski jezik. Izdelali smo celoten program izobraževanja za Velotype v slovenskem jeziku. Udeležili smo se izobraževanja Live Text Access v Italiji, kjer smo pridobili znanje iz področja podnaslavljanja in respeakinga. Imamo tudi inštruktorja za Velotype tipkovnico in seveda opravili smo neke osnovne pogovore s televizijskimi hišami o možnosti sodelovanja. Dobro, to je z moje strani to. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost, moje ime je Roman Demir in vabim vse, ki jih je ta predstavitev zanimala, naj nam pišejo na info@podnaslavljanje.si. Seveda tudi vabimo vse zainteresirane, ki bi jih zanimalo delo z Velotype tipkovnico, se pravi učenje tega sistema, naj nam pišejo, naj se pridružijo naši ekipi, kajti le tako bomo lahko omogočili gluhim, naglušnim in starejšim osebam spremljanje oddaj in drugih dogodkov v živo. Hvala in lep pozdrav.